Lep pozdrav vsem skupaj na 15. redni seji občinskega sveta. Ugotavljam, da smo sklepčni. Odsotna sta gospod Leitinger in dr. Kobal. Ostali prisotni smo pri točki 2, pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje. Ma kdo kakšen predlog? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red. Prvo moramo o zapisniku, se opravičujem, moja napaka. Točka 2 je pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje. Ma kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 14. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
17 za, soglasno, hvala. Točka 3, obravnava in potrditev dnevnega reda. Kdo je za predlagan dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke. 17, hvala. Točka 4, obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v KO Spodnje Hoče, Log Center po skrajšanem postopku, poročevalec, predstavnik podjetja Urbis. Izvolite. Dober dan želim. Moje ime je Natalija Babič, sem predstavnica podjetja Urbis in načrtovalka in bom nakratko predstavila občinski podrobni prostorski načrt za del območja HO 14/2 v Spodnjih Hočah, Log Center, kjer pobudnik in investitor želi na območju parcelah in delih parcel zgraditi logistični center za namen skladiščenja in pretovarjanja nenevarnih snovi. In sicer so predvidene ureditve gradnja novega objekta, namenjenega skladiščenju in pretovarjanju, dovozu, pretovarjanju in odvozu tovora s tovornimi vozili ter drugih podobnih objektov, ki so namenjeni dejavnosti območja proizvodnje cone z nekimi spremljajočimi prostori in objekti za vso potrebno zunanjo ureditvijo. Pri tem se bo gradila tudi potrebna prometna infrastruktura, energetska, komunalna in komunikacijska infrastruktura. Po občinskem prostorskem načrtu leži območje na stavbnih zemljiščih z oznako HO 14/2 s podrobnejšo namensko rabo območja proizvodnih dejavnosti IG, gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Tako je predviden poseg in načrtovana ureditev skladna z dejavnostjo, ki je na območju. Za njega pa je predviden OPPN oziroma občinski podrobni prostorski načrt. Postopek se je začel z sklepom o začetku priprave, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin dne 20.3.2020. Na objavljena izhodišča, ki so bila objavljena na spletni strani občine, so državni nosilci podali svoja mnenja glede celovitosti presoje vpliva na okolje, kjer niso imeli nekih bistvenih pripomb. Ministrstvo pristojno za okolje in prostor pa je presodilo, da je v postopku zaradi velikosti površine 5,8 hektarjev in tudi velikosti objekta 30.000 kvadratnih metrov iz priloge 1 uredbe o posegih v okolje potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje oziroma okoljsko poročilo. Zato se je v postopek tudi vključila izdelava okoljskega poročila. Pripravil se je osnutek, ki se je posredoval nosilcem urejanja prostora tudi preostalim. Izdelal se je ekonomski elaborat
analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje in poročilo o predhodnih arheoloških preiskavah. Vse to predstavlja v bistvu spremljajoče gradivo, strokovne podlage, ki so bile zahtevane v postopku. Celotno gradivo, dopolnjen osnutek, okoljsko poročilo se je razgrnilo v času 6.10. do 6.11.2020 in v tem času javne razgrnitve je bila tudi javna obravnava, ni bilo podane nobene pripombe. Zato se je pripravil predlog in se ponovno poslal v mnenje nosilcem urejanja prostora. Po vseh pridobljenih mnenjih in odločbi Ministrstva za okolje, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi, predlog OPPN predlagal za branje in sprejem na občinski svet občine Hoče - Slivnica. Da mogoče na kratko povem, torej, kaj je predmet. Območje, ki se nahaja jugozahodno od centralnega naselja Hoče, južno od Miklavške ceste, vzhodno od Ljubljanske ceste, zahodno od obstoječih objektov gospodarsko-proizvodne cone in severno od kmetijskih površin, je torej predvideno za izgradnjo logističnega centra. Dostopnost je omogočena preko Miklavške ceste z vzhodne strani, na jugu pa se bo navezovala na novo povezovalno cesto Južna cesta v industrijsko cono I11, ki se bo nekako povezala na zahodni strani z prometnim priključkom na Ljubljansko cesto. Tako da glavni dovoz, dostop na območje logističnega centra je predviden na južnem delu. V tem kartografskem delu OPPN, ki ga gledate, je predstavljena nekako največja možna tlorisna velikost objekta. Objekt se lahko gradi torej po nekih fazah, lahko je tudi malenkost drugačne oblike. Lahko je tudi več objektov, ki so med seboj povezani, vendar je to bolj stvar projektne dokumentacije. Smeri in dovozi vhodov so nekako nakazani na vzhodni strani, kjer se tudi dogaja ta glavni manipulativni oziroma kjer torej pretovarjajo tole blago na vzhodni strani, torej desni. Višinski gabariti stavbe ne smejo presegati 20 metrov oziroma morajo biti v skladu z zahtevanim tehnološkim procesom v stavbah. Znotraj te višine 20 metrov je možna torej etažnost stavb, ki pač seveda te maksimalne višine ne sme presegati, lahko jih je pa tudi več, lahko so tudi medetaže za poslovne pisarniške prostore. Kot sem že povedala, je načrtovana glavna prometna povezava po obodu območja. V srednjem delu je predviden objekt z nakladalnimi območji, na vzhodni strani, kjer so načrtovane večje manipulativne površine ter parkirišče za zaposlene. Parkiranje se zagotovi znotraj gradbene parcele, ustrezno število parkirnih mest pa se bo določilo v projektni dokumentaciji. Komunalna energetska infrastruktura se priključuje na obstoječe z ustreznimi sekundarnimi vodi in prilagoditvami v skladu z upravljalci. To bi bilo mogoče zdaj zaenkrat vse, bi poprosila, če za kakšno vprašanje lahko odgovorim na vprašanje. Tako da hvala lepa. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Lep pozdrav z moje strani. Mi smo na 12. redni seji Odbora za okolje in prostor sprejeli sklep, da člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v KO Hoče, log center po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Statutarno pravna komisija. Izvolite. Dober dan. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v KO Spodnje Hoče, log center po skrajšanem postopku. Hvala. Podpiram razpravo.
Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v KO Spodnje Hoče, Log center po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Sedemnajst za, hvala, soglasno. Točka 5. Obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 17/1 v KO Slivnica, hortikulturni center Plastenjak po skrajšanem postopku. Poročevalec je enak oziroma poročevalka je enaka. Izvolite. Hvala lepa. Še enkrat lep pozdrav. Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SL 17/1 v Slivnici, hortikulturni center Plastenjak. Torej na območju se načrtuje celovito ureditev hortikulturnega centra s postavitvijo stavb, s postavitvijo pogojev za gradnjo, kjer je predvidena gradnja kmetijske stavbe rastlinjaka, plastenjaka z vsemi spremljajočimi objekti, s zunanjo ureditvijo, prometno dostopnostjo ter potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Mladinski dom Maribor namerava v sklopu celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih znotraj področja hortikulturno-terapevtski program izvesti investicijo v kmetijsko stavbo Plastenjak. Za Mladinski dom Maribor je izredno pomembna ta izvedba, predvsem kot celotnega projekta, celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, še posebej s področjem hortikulturno-terapevtskega programa, ki bo predstavljala novost in korak naprej pri delu z mladostniki v domu. Hortikulturno-terapevtski program se bo izvajal na celotnem območju, predmet pa je investicija v opremo, plastenjak z vso potrebno ureditvijo. K ureditvi plastenjaka sodi tudi prometno ureditev, dostop do območja, zunanja ureditev plastenjaka ter prometna, potrebna energetska in komunalna infrastruktura. Na območju velikem 9743 kvadratnih metrov se torej načrtuje ureditev povezana z gradnjo tega hortikulturnega centra, in sicer na stavbnem zemljišču prostorsko-planske enote SL 17/1 s podrobnejšo namensko rabo osrednja območja centralnih dejavnosti. Postopek se je začel z sklepom o začetku priprave tega OPPN, ki je bil objavljen v uradnem glasilu slovenskih občin številka 28, 29.5.2020. Izhodišča so bila poslana v mnenje državnim nosilcem. Odločilo se je, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Pripravil se je osnutek in so se pridobivala vsa mnenja. Razgrnitev, ki je potekala v času 19. oktobra do 18. novembra in v katerem času je bila tudi javna razprava, na razgrnjeno gradivo ni prispela nobena pripomba, zato se je pripravil predlog, na katerega so se ponovno pridobivala mnenja. Predlog oziroma usklajen predlog OPPN-ja obravnavate danes torej na občinskem svetu. Na kratko, da torej povem še enkrat, da se načrtuje kmetijski objekt, namenjen rastlinski pridelavi, skladiščenju pridelkov in drugi prostori spremljajoči, ki sodijo zraven. Območje postavitve rastlinjaka vidite znotraj te črte zeleni barvi in prikazuje nekako največjo možno velikost oziroma možni tloris objekta postavitve. Tukaj so upoštevani torej vsi potrebni odmiki. Znotraj tega območja se lahko postavi rastlinjak, plastenjak kjerkoli. Možno je postaviti tudi 2 ali več manjših rastlinjakov, vendar njihovi tlorisi ne smejo presegati zarisanega območja postavitve, lahko se pa dotikajo. Glavni hodi v objektu so orientirani glavnim dovoznim, internim dovoznim cestam in potem. Višinski gabariti stavbe rastlinjaka se prilagodijo tehnološkim zahtevam in namenom, vendar je njihova maksimalna višina 7 metrov. Zunanje utrjene manipulativne površine se lahko asfaltira ali gremozira, potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest, predvsem za tiste zaposlene in uporabnike
pa tudi za kakšne morebitne obiskovalce. Ostale zunanje površine se zatravi in zasadi z drevesi in grmovnicami. V okviru zunanje ureditve pa so predvideni še njiva za pridelavo vrtnin oziroma zelenjave, manjši vrt, manjši sadovnjak, zeliščni vrt, nasad jagodičevja, premični čebeljak, katerim se bo lokacija na ureditev predvidela v prometni dokumentaciji. Glavni dovoz oziroma dostop je načrtovan na južnem delu območja preko že obstoječe Veronikove ceste in obstoječega odseka dovoza do zemljišča predmetnega OPPN, vendar sta predvidena tudi dva alternativna dovoza, ki sta zgoraj na severu. Območje se navezuje na obstoječo energetsko in komunalno mreže tega območja s posameznimi prilagoditvami in potrebno je izgradnja sekundarnih vodov vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki se pač tukaj, torej komunalne službe. Toliko zaenkrat, pa bi prosila, če je kakšno vprašanje. Hvala. Odbor za okolje in prostor. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 17/1 v KO Slivnica, hortikulturni center Plastenjak po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 17/1 v KO Slivnica, hortikulturni center Plastenjak po skrajšanem postopku. Hvala. Današnja seja predvsem zaradi te točke, ker smo dolžni to v določenem roku izpeljati glede na menjalno pogodbo med občino in ministrstvo za šolstvo. Torej, s tem je občina pridobila zemljišče, ker je igrišče v Slivnico in še del drugega stavbnega zemljišča in se zavezala, da bo izdelala OPPN in nosila del stroškov. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 17/1 v KO Slivnica, hortikulturni center Plastenjak po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Ok, 17 za, soglasno, hvala. Smo pri točki 6, vprašanje in pobude. Mogoče za začetek na mize ste dobili DIP za zamenjavo vodovodnih cevi v območju izgradnje kanalizacijskega sistema. To je zdaj informativno dano, to bo točka na naslednji seji, ki bo predvidoma 10. februarja. Gre pa za DIP, na kratko je opisan. V območju izgradnje kanalizacije je predvideno 23 km kanalizacijskih vodov in nekaj objektov. Glede na pretekle izkušnje smo z občinsko upravo ugotovili, da je smotrno k tej investiciji še iti v lastno investicijo zamenjave cevi, predvsem, ki so bile zgrajene med letom 72 in 84, potekajo v tistih cestah, kjer se bo gradila kanalizacija in po mojem mnenju je edina rešitev, da se sočasno gradi tudi vodovod z novimi hišnimi priključki, tako da tu je ta DIP, zadaj tudi tabela po kanalih, po ulicah opredeljeno, pavšalna ocena za priključke, seveda pa preden gre v izvedbo, potrebno izdelati popise, poiskati izvajalca, skladno z zakonom o javnem naročanju. Je pač informacija za danes, pa res vse prosim, da o tem temeljito razmislite. V naslednji seji pa bo to ena izmed točk. Kakšno vprašanje, pobuda? Izvolite.
pozdravljeni. Doma spremljamo rast cene položnic Nigrada. Me zanima, če še kdo opazil, kako se položnice zvišujejo, pa zakaj je temu tako. Jaz vem, da smo mi sprejeli določene stvari, ampak cena še kar naprej narašča. Zdaj nimam tukaj, lahko za zadnjih par mesecev prinesem zraven, pa morda odgovor, kaj se dogaja. Hvala. Se kar jutri pošle na e-mail, pa bomo vsem svetnikom pogledali pa dali odgovor. Ker cena še vedno subvencionirana, bomo pa v prihodnje se pripravila tudi točka za naslednjo sejo, da se določi subvencija naprej za naslednje 4 leta, ker počasi pa subvencije več ne smemo dajati, glede na to, da si je občina poračunala davek, ker oddaja infrastrukturo v najem. Ampak to bomo pogledali, konkretni primer, se pa če ni bilo dviga porabe vode, se ne je smelo dvigniti. Pošljite, pa bomo dali kar sami odgovor, pa na Nigrad poprašali. Še kakšno vprašanje, pobuda? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem 15. redno sejo občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Naslednja predvidena seja je pa predvidoma 10. februar. Vse dobro v 2021, lep preostanek dneva še naprej.